Kako motivirati mlade s porušeno samopodobo, brez izobrazbe ali zaposlitve za učenje in timsko delo? Mentorji projektnega učenja za mlade pri zasebnem zavodu TIN Ljubljana so svojo inovativnostjo in nalezljivim optimizmom udeležence programa tako navdušili, da so ne le odkrili speče talente in prebudili radovednost, temveč pripravili tudi nekaj odmevnih javnih dogodkov. Mentorica v programu Projektno učenje za mlajše odrasle sem postala čisto slučajno, ko so začeli izvajati program. Eksperimentalno v Mengšu so me povabili k sodelovanju kot enega kreativnega človeka. Postalo mi je zelo všeč, seveda je pa zahtevalo potem to od mene, da sem veliko gradila na pedagoškem področju, na področju psihologije in družboslovnih ved. Poklic mentorja omogoča nenehen tako osebnostni kot tudi strokovni razvoj. Mentorji vsako leto obiščemo strokovna predavanja, razne delavnice, kot tudi se učimo skupaj z mladimi, ko delamo različne projekte. Eno leto snemamo film, drugo leto pripravljamo gledališko predstavo, musical, pripravljamo fotografske razstave, prenavljamo stare avtomobile, urejamo si prostore, pripravljamo dneve odprtih vrat. Kako torej motiviramo človeka, udeleženca PUM-a za nadaljevanje šolanja? Mislim, da ima tukaj veliko vlogo naša temeljna učna metoda, to je projektno učenje. Zato, ker imajo s tem udeleženci možnost, da izražajo svoje interese, da predlagajo projekt, da predlagajo aktivnosti v projektu. S PUM-ovci je tudi veliko individualnih razgovorov, reševanj raznih težav, naj bo to v družini, z učiteljem, svetovalka na zavodu za zaposlovanje, v ljubezenskem razmerju, kjerkoli. Posebno vrednost skupine vidim v njeni zazrtosti v prihodnost, v optimizmu, ki ga izražajo pri delu z mladimi. Prizadevajo si, da bi mladi ponovno pridobili zaupanje v lastne sposobnosti in da bi jih prepričali, da je učenje lahko prijetno, ampak da je tudi nujno potrebno za delovanje v vsaki skupini, v skupnosti nasploh, pa tudi za osebni razvoj in za kakovostno življenje.